Torej, kaj pričakujete od današnjega adrenalinskega dne? Ja, pričakujem predvsem to, da se bo tale nadledvična žleza, ki jo imajo vsi zelo obremenjeno, sprostila, namreč ta proizvaja adrenalin in tega bo danes tu na pretek. A mislite, da je na večeru sicer premalo adrenalina? No, v vsaki medijski hiši je, mislim, da je ravno prav adrenalina, ampak danes tukaj je bistveno več. Pa se boste tudi sami odpravili skočiti? Jaz bom adrenalinsko opazoval te drzne skoke, če bom pa skočil, pa bom še videl. Kakšen je torej postopek letenja in potem spuščanja s padalom? Enostavno. Pridejo padalci do aviona, se usedejo v avion, vidijo noter, ja bomo odprli, lahko gremo tja pa odprem. Avion je v tem konfiguraciji opremljen za padalce z klopjo, brez sedeža. Ta avion Pilatus Porter je univerzalen avion za vse zadeve, za snemanje zraka, za padalce, za prevoz potnikov, tovora. Praktično univerzalni avion pristane na vsakem vzletišču. Zdaj, ko smo že pri padalcih, pride do aviona, se usedejo, noter gre 10 padalcev, čeprav malo prostora zgleda, ampak se naložijo, tako da gre to. Iz kakšne višine pa se spustijo potem? Vsi zahtevajo višino 4000 plus, se reče. To se pravi, da 4000 je minimum, vse, kar je na 4000 so zadovoljni. Kakšen pa čas letenja, recimo poprečen? Na 4000 od štarta do pristanka 15 minut s tem avionom. Avion ima 550 konjskih sil, reaktivni motor, turboprop, zato je ves čas enako močen. Pa pričakujete, da se jih bo danes dosti upalo? Ja, kolikor imam podatek, je, mislim, da večina. Torej, kaj se stavlja osnovno opremo padalca? Jo, to je zaščitna kapa iz usnja. Pri tandemu uporabljamo te usnjene kape, sicer so drugače one klasične, sicer tudi padalske trde. Na to namestimo očala, ker je hitrost pripadanja je 220 na uro in brez očal bi bilo težko spremljati vse ostalo. V ušesu imamo višinomer, to je en zvočni višinomer, če letimo čez oblake, imamo nastavljenega, da nam tam na 1500 metrov odpiramo tandem padala, da nam da signal, da smo na tej višini za odpiranje padala. To je en višinomer, potem tega imamo pa na roki. To je zdaj na nič, na nula. Danes bomo šli 3500 metrov visoko in spremljamo. Potem lepo na roki se spremlja in kazalec tam do 1500 metrov, evo to odpiramo padalo. Katera pa je optimalna višina za odprte padala? 1500 za tandem. Sicer pa solo pa? Solo pa tam 750 lahko, ne. Ali pa če tako pokažem, evo, na rdečo, tako točno znam, 500-750 metrov. To nekje bi ne bilo padalo odprto. Zaščitne rakavice, to zaščitne rakavice proti mrazu, potem pa tudi, kaj vem, da se v avionu ne poškodujemo neke prste ali pa pri prizemljenju na pesku. Kakšna pa je temperatura, recimo na 1500 metrih? Na 1500, evo, bom kar povedal, od vsakih 1000 metrov naprej je minus 5,6 manj. To se pravi, na vsakih 1000 metrov, ali pa 6,5, ajde bom bolj točen. Pa so to še kombinizoni, za mene, za potnika. Padalo, najprej njegova teža, težko je, 25 kg, to je ogromno. To, kada bi rekel, po domače rečeno, da imaš en žakelj apna na hrbtu. Potem sem jaz zmes, potem pa še potnik od 85 kg, tako da to, kar je ena velika teža, ena glomazna stvar. V glavnem, padalo je pa, evo zdaj, da malo povem, za kaj se gre. Tu je sistem, sistem kompletnega padala pomeni na telo, to zadnje pa je do sem je rezervno padalo, od tu naprej je glavno padalo. To se pravi, to je rezervno, to je glavno. Obojno, če ga odpreš, sta obe varne za pristajanje. Ne glede na to, če bi nekdo mislil, da je rezervno padalo, da je samo zato, da se pač na nek način živ dol prideš. Ne, popolnoma enako varno je. Tu so pa razne ročice za odpiranje padala. Najprej odprem to je eno malo padalo, to noter skrito. To je približno meter kvadrat, stabilizacija. To odprem najprej, že takoj, ko skočim iz aviona. Potem pa letim do 1500 metrov po višinomeru in kot 1500 metrov potem aktiviram to. To ali to.
od teh dveh ročk. Če je pa bilo kaj narobe, da je prišlo do nekih zapletanja, potem pa potegnem to rdečo ročko, to pa je, da odpnem glavno padalo stran, da letim z rezervnim. To pa pomeni zato, da ne je prišlo do zapletanja v fazi odpiranja glavnega in rezervnega padala. Kakšna pa je površina glavnega oziroma rezervnega? Okoli 30 kvadratov je tistih, 28 do 30 glavnega. One pa nekaj Koliko manjše. padalcev pa danes pričakujete, da jih boste prav vi inštruirali? Ja, skupno pa je 50, to je zdaj zadnja informacija. Ampak mislim za sebe ne 4. Kateri pa so največji strahovi, recimo tistega, ki prvi skoči? Strah je pravzaprav oboje stranski tudi moj. Moj je bolj tisti, jaz imam za sabo zdaj rečemo 2450 skokov. Ampak to je tisti strah, drugi je kreativni, če bi se temu reklo. Ker vsak je drugač. En je korajžen, drugi je strah, en je bolj suh, drugi je debel in tem je problem. Pa nekateri pravijo, ne bom skočil s padalo, bom dol padal. To se je že tudi zgodilo. Sem že imel primer, da smo prišli nazaj. Če nekoga zajame en taki strah, nenormalni, potem ni problem, gremo nazaj. Sicer pa je varno. Varno je absolutno, ampak se je že zgodilo, da je prišlo do enega tega straha pri enemu ravno in smo šli dol. Ni pa prišlo še do nesreč. Ne, hvala Bogu, pri nas ne, moram potrkati, kje je zdaj kak les tam.